To načelo znanja pravičnosti je, če smo zdaj zelo konkretni, pomembno zaradi zgodovinskih okoliščin. Zgodovinske okoliščine in prikrajšanost Slovenije skozi zgodovinski razvoj sta tisto, zaradi česar je načelo znanja pravičnosti za Slovenijo ob reševanju tega konkretnega primera nujno, da se uporablja. Ko smo razlagali te zgodovinske okoliščine strokovnjakom mednarodnega prava, ki niso Slovenci, ki prej o teh problemih še nikoli niso slišali, so dejali, ob upoštevanju načela znanja pravičnosti je vaš primer izredno močan. Slovenija namreč še ne tako davno izgubila velik del svojega nacionalnega ozemlja. Po drugi svetovni vojni je po tej razmejitvi, ko so se dokončno razdelili tudi cona A in B, na italijanski strani ostalo preko 120.000 Slovenk in Slovencev. Na ta račun pa je Hrvaška zaokrožila svojo nacionalno ozemlje. Hrvaška je s takšno določitvijo meje med Slovenijo in Italijo, ali pa takrat Jugoslavijo in Italijo, kot velja še danes, dobila vse, Slovenija pa je izgubila izjemno veliko. In ob upoštevanju tega zgodovinskega dejstva, ker zdaj gre pa za razmejitev med Slovenijo in Hrvaško, lahko Slovenija seveda računa na ugoden rezultat oziroma na ohranitev tega, kar po mnenju Ustavnega sodišča tako ali tako imamo od osamosvojitve naprej, to je neposreden stik naših teritorialnih voda z mednarodnimi vodami. Če pa se bo meja določila samo po načelu mednarodnega prava, kar eksplicitno piše v točki A tega sporazuma, potem lahko pozabimo na to, da se bo ta ključen argument, ki gre v slovensko korist, kadarkoli upošteval. Pri določanju oziroma pri upoštevanju točk B in C tega sporazuma se bodo namreč predvsem upoštevali dobrososedski odnosi in druge okoliščine, zaradi katerih se bo Slovenija določila služnostno pot preko hrvaških teritorialnih voda z takšnim ali drugačnim režimom. Vendar to seveda ne bo teritorialnih strani. Torej, argument, ki je bil danes povedan strani predsednika vlade, češ da Hrvaška tako ali tako ne bi nikoli pristala na uporabo načela znanja pravičnosti, pove veliko, pove zelo veliko o tem, kako uspešno se je Slovenija izpogajala za ta arbitražni sporazum, ki se danes ratificira. Poleg tega to še ne drži. Predstavljate si situacijo, ko bi Hrvaška razlagala Evropski uniji, kako ne bo pristala na to, da se meja med Slovenijo in Hrvaško določa po načelu znanja pravičnosti in bo zaradi tega pač žrtvovala evropsko perspektivo in članstvo v Evropski uniji, kako bi to zvenilo. Nihče ne bi tukaj videl niti enega racionalnega jedra, še posebej zaradi dejstva, da je možno določiti teritorialni stik med slovenskimi teritorialnimi vodami in odprtim morjem, brez tega, da gre to na kakšno škodo hrvaških interesov. Računajte, koliko obal in koliko morja ima Hrvaška. Upoštevajte zgodovinske okoliščine. Vi želi boste, da tukaj seveda ne gre za to, da bi nekdo dobil na račun drugega nekaj, kar mu ne pripada in da bi bil zato tisti drugi močno oškodovan, ampak gre za pač neko politično igro, pri kateri hrvaška politika igra enotno, igra trdno, igra brezkompromisno in je pripravljena popuščati, če bo nekako ni druge poti. In namesto, da bi slovenska politika peljala razpred situacijo ravno v to točko, ko ne bilo druge poti, je nenačelno pokleknila in izdala slovenske nacionalne interese. Ne povem še to, da pričakujem, da bomo vsi skupaj referendumsko kampanjo, če bo vladna koalicija seveda držala
svojo besedo, ker nekajkrat se je tukaj že premislilo, obljubljen je bil predhodni referendum, ja, zdaj je obljubljen naknadni zakonodajni referendum. Skratka, če bo ta beseda zdržala in bo prišlo do uveljavitve neke dejansko soglasne odločitve, da se gre tudi v naknadni zakonodajni potrditveni referendum, potem pričakujemo dejansko nek odprt prostor, kjer bo možno soočiti argumente in kjer bodo Slovenke in Slovenci, ki bodo odločili na referendumu, lahko odločili na podlagi seznanjenosti z razlogi za in proti. Ker to bo dejansko nepovratna odločitev, dokončna odločitev tudi za številne prihodne generacije in treba jo vzeti celo resno. Na to in pa še to, da ne bodo samo tisti, ki bodo na tem referendumu odločili, odgovorni za to odločitev. Vladna koalicija in aktualna slovenska vlada ne more enostavno preložiti odgovornosti samo na tiste, ki bodo glasovali na referendumu. Ne se bodo pač odločili na podlagi tega, kako bodo z argumenti seznanjeni. Na mnoge bo morda vplivala tudi sama naveličenost ukvarjanja s tem vprašanjem. In seveda bo vsak, ki bo šel ali pa ne bo šel na referendum, prevzel svoj del odgovornosti. Svoj ključen del odgovornosti pa bo prevzela tudi vladna koalicija. Pravi tisti, ki je podpisal, izpogajal nek slab sporazum in ki sedaj na nek način skušal prevaliti to odgovornost na vse. Ne bomo vsi odgovorni v enaki meri za slab rezultat arbitraže, če bo arbitražni sporazum dejansko ratificiran in če se bo na tej podlagi določala naša južna meja. Doslej smo Slovenci bili dvakrat zgodovinsko izjemno prikrajšani v situacijah, ko nismo imeli sami odločilne besede pri določenju naših meja. Glejte, kje so bile naše nacionalne meje na severu in na zahodu. V zgodovini, v obeh teh situacijah, v obeh primerih situacij bilo itak več, se lahko zgovarjamo na to, da pač nismo bili gospodarni svoje zemlje in da so drugi odločilno vplivali na to, kako so se te meje postavili. Danes Slovenci smo gospodarni svoje zemlje. Imamo samostojno državo z vsemi atributi. Ta država je tudi članica Evropske unije in našo južno mejo določamo v času, ko se država, s katero določamo to mejo, šele pogaja za vstop v Evropsko unijo. Nismo mi tisti, ki smo v podrejenem položaju, vendar pa očitno to nič ne pomaga. Tudi to milost zgodovine, da vsaj del svoje meje lahko določamo na nekje enakopravni osnovi, ni tisto, kar bi presvetlilo našo vladajočo politiko. Če kakšno vprašanje, potem